Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Gost v današnji oddaji Aktualno je Erik Logar, zaposlen na Avtomoto zvezi Slovenije, kjer skrbi za področje varne mobilnosti, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Lep pozdrav. Povejte nam, gospod Logar, zakaj vsako jesen javnost opozarjate na varnost v prometu na otroke? Je preprosto zato, ker po poletnih počitnicah se vozniki že malce razvadijo, ali pa lahko rečem razvadimo na to, da otrok ni več toliko potehu v šolo. Seveda, 1. septembra se prične novo šolsko leto in zato toliko več poudarka na to, da moramo biti kot vozniki pozorni na te najmlajše, ki se mogoče še ne zavedajo najbolj, kaj vse jim preti v prometu. Tako da mi vozniki smo tisti, ki moramo v prvi vrsti paziti na nje. Katere skupine otrok so potrebne največ pomoči? Ja, zagotovo so to v štartu te najmlajši, ki se prvič soočajo s potjo v šolo, potem pa mogoče s časoma tudi že tiste zadnja triada, kjer pa ni več problem nepoznavanje, ampak mogoče med drugim razposajenost, nezbranost, tudi uporaba mobilnih telefonov, ne nazadnje, ni problem samo pri voznikih, ampak tudi pri pešcih in enako velja tudi za otroke. Tako da pozornost mora biti v tem primeru tudi na strani otrok, ne samo na voznikih, ampak kot sem rekel, vozniki smo pa tisti, ki lahko skušamo lažje preprečiti, da pride do neke nesreče. Vzgoja pa se najbrž res začne že na zadnjem sedežu avtomobila, ko otrok opazuje starše, kako se obnašajo v prometu. Zagotovo, starši smo otrokom najboljši vzornik, poleg tega pa lahko pohvalimo delo vzgojnih ustanov, predvsem tu mislim na predšolsko vzgojo. Vsaj za Idrijo lahko trdim, da so v vrtcu vzgojiteljice naredile res ogromno dela, izobraževanje otrok glede obnašanja v prometu in enako velja tudi za osnovno šolo, kjer učitelji skrbijo za primerno vzgojo, seveda ob sodelovanju tako policije kot nekih drugih nevladnih organizacij. Najbolj ranljiva pa je skupina otrok do 10. leta. Tam otroci še ne dojemajo povsem realno okolice. Ne? Dejansko niti se ne zavedajo, da avto rabi nekaj časa, da se zaustavi. Vsi mislijo, da se avto zaustavi v trenutku, ko njih zagleda. Mi smo pred časom na Centru varne vožnje na Vranskem naredili prav eno simulacijo, koliko časa potrebuje pešec, da se zaustavi, pa kolesar in pa avtomobil. In otroci, ki so bili prisotni, so imeli kar velike oči, ko so videli to razliko. Tudi zorni kot otrok v prometu je povsem drugačen od odraslih. Niti se ne zavedajo, kaj jim vse preti, če se tako izrazim, v prometu. Njihov fokus pogleda je povsem nekje drugje kot na avtomobile, ki prihajajo. In na nas je, tako v vlogi staršev ali pa v vlogi voznikov, da skrbimo za njihovo vzgojo in pa za našo primerno obnašanje. Zanimiva je tudi navedba v strokovni literaturi, berem, da otroci pogosto mislijo, da jih voznik vidi, če oni vidijo avtomobil, ki se jim približuje, vendar to velikokrat ne drži, ne? Mogoče celo otroci predvidevajo, da se bo avto samodejno zaustavil, zato ker jih je zagledal. In zato je pomembna naša zbranost, da opazujemo, ko smo v vlogi voznika, kje so otroci ali nameravajo prečkati cesto, še posebej to pomembno tam, kjer ni semaforiziranega križišča, kjer je samo prehod za pešce, kajti otroci sicer obrne glavo levo, desno, levo, ampak ali dejansko pogleda ali samo naredijo obrat z glavo, to je pa drugo vprašanje. Zakon o pravilih cestnega prometa predpisuje, da otrok mlajši od 7 let ne sme samostojno sodelovati v prometu, ampak mora biti vedno v spremstvu staršev. Ja, zato tudi morajo starši pripeljati otroke do razreda v šoli oziroma še prej v vrtec. Lahko so pa v spremstvu, mislim, da je tudi starejšega otroka, ki pa mora dosegati neko minimalno starost. Strokovnjaki opozarjajo tudi na to, da so pomembne barve oblačil, ki jih otroci nosijo, ko gredo v šolo ali sicer po mestu. Zagotovo. Predvsem to pride v poštev še posebej v poznojesenskih, zimskih časih, ko je svetloba slabša, v jutrnjih urah je mrak oziroma se kasneje zdani, potem tudi hitro se zmrači zvečer, ker tu se ne gre samo za pot v šolo. Tudi ko hodijo otroci na razne izvenšolske dejavnosti, krožke, tudi takrat je treba biti pazljiv v prometu in če grejo domov v temi, zagotovo neko svetlo oblačilo in pa uporaba raznih odsevnih teles, so to
te zapestnice odsevne, so to kresničke. Pri Avtomoto zvezi Slovenije smo prav pred kratkim dali na trg neko pametno kresničko, s katero se da tudi slediti gibanju otroka in lahko določiš nek koridor, ko otrok zapusti ta koridor, dobiš obvestilo na svoj telefon, tako da tudi tule se da mogoče malce kontrolirati otroke, čeprav po drugi strani pa tudi ta, bom rekel, prevelika kontrola otrok lahko pomeni, da postanejo malce preveč odvisni od našega nadzora in potem malce premalo samostojni v življenju. Kaj pa storiti, ko se otrok odloči, da bo šel v šolo z rolerji? Ja, z rolerji. Sam sicer ne poznam kakšnega takega primera, bolj so v uporabi razni skiroji, rolke. V naših krajih, če rečem, so rolerji mogoče problematični zaradi raznih klancev. Potem v pomladanskem času, ko je ogromno še nepomedenega cestišča ali pa pločnikov, kar je posledica, bom rekel, oziroma soljenja pa cest, takrat je večja možnost, da pride do nekega padca. Rolerji za moje pojme niso najbolj primerna uporaba za pot v šolo. Policija ugotavlja, da se največ nesreč, tudi hudih, smrtnim izidom, zgodi v primerih, ko starši otrok ne privežejo v avtomobilu ali pa jih ne privežejo celo pravilno. Ja, uporaba varnostnega pasu je na splošno problem v Sloveniji, ne samo pri otrocih. Zdaj bom začel mogoče na drugi strani. Po podatkih policije je v prvem polletju letošnjega leta za posledicami prometnih nesreč umrlo 20 voznikov, govorimo o voznikov avtomobil. Od teh 20 jih kar 7 ni uporabljalo varnostnega pasu. 7 od 20, to je, bom rekel, dobra tretjina. In kljub vsem več desetletnim kampanjam, ki opozarjajo na pomen uporabe varnostnega pasu, je meni osebno nerazumljivo, ker 2-3 sekunde rabiš, si zapet, ampak da to še danes ne uporabljajo, je res žalostno. Ponovno se bom povrnil na to, kar sva prej govorila glede vzgoje predšolskih otrok. Sam iz osebnih izkušenj vem, da so mi otroci, tako so bili v vrtcu naučeni, da so mi takoj, ati, priveži se. Je pa res, mi tudi moramo najprej privezati otroke. Ne samo, da mu damo varnostni pas gor čez ramena, ampak varnostni pas mora biti tudi ustrezno zategnjen, ker preveč ohlapen varnostni pas ne bo nudil ustrezne zaščite. Že pred leti so se začele uvajati varne poti v šolo, predvsem do osnovnih šol. Kako je s tem sedaj v občini Idrija? Ja, v občini Idrija, bom rekel, v neposredni bližini šole je zadeva dokaj dobro urejena, ne velja pa to za posamezne ulice. Mislim, da eden najbolj problematičnih odsekov je zagotovo mimo gradu, kjer je težko najti neko ustrezno rešitev. Bile so pobude, da bi tam naredili enosmerno ulico. Sam temu nisem najbolj naklonjen, tako reče v vlogi predsednika sveta za preventivo občine Idrije. Namreč, če je cesta enosmerna, zagotovo pride do tega, da so povečane hitrosti. Ker kaj je žalostno? Da vsi, ko se peljemo mimo gradu navzdol, se bojimo, da bo nasprot prišel avto in se bomo zabili. To ne pomislimo pa na to, da lahko nekoga zbijemo. Zapravo, več nam je pomemben ta pleh, če se tako izrazim, kot pa varnost nekega pešca. In ta je, bom rekel, mogoče najbolj izstopajoč primer mimo gradu, so pa tudi druge ulice, kjer bi bilo potrebno izboljšati neko, bom rekel, infrastrukturo, kar se povsod niti ne da. Ne moramo kar podirati hiš, zato da bomo cestišče ustrezno opremili s površinami za pešce, kot je pločnik. Predvsem si bi sam želel, da bi nekatere ulice bile bolj razsvetljene. Ja, v okolici nove šole sedaj z razsvetljavo je nekoliko boljše. Ja, v okolici šole se je tudi postavilo, bom rekel, te talne označbe, katero naj bi otroci uporabljali za pot v šolo. Čeprav tule moramo biti spet, bom rekel, egzaktni, da glavni vhod v šolo je s prednje strani. Se pravi, mimo Gabrona, skozi tisti vhod, medtem ko zadnji vhod je predvsem namenjen staršem, ki morajo svoje otroke pripeljati v šolo. Tam pa izjutraj prihaja do velikega kaosa, kajti prostora za parkiranje je zelo malo in tam morajo biti starši res, oziroma te vozniki, ko pripeljejo otroke v šolo, zelo, zelo previdni. Več težav bodo imeli v Spodnji Idriji, kjer je sedaj tudi gradbišče neposredno ob šoli, ne? Moram reči, da kakšne situacije v Spodnji Idriji žal ne poznam, se nisem s tem niti soočil, tako da bi težko podal kakšen ustrezen komentar.
bomo v teh prvih tednih meseca septembra srečevali v okolici šole kot običajno upokojene šoferje, avtomehanike, policiste? Ja, zagotovo v prvih šolskih dneh Združenje šoferjev in avtomehanikov Idrija skrbi za opozarjanje voznikov na prisotnost otrok. Kampanja Avtomoto zveze Slovenije pa ima naslov še 365 dni, kajti mi si želimo, da bi bili pozorni na otroke ne samo prve dni šolskega leta, ampak celo šolsko leto. Zakaj? Sčasoma se tudi otroci malce razigrajo, malce pozabijo na vse skupaj. Prve dni so res vsi bombardirani o tej prometni varnosti, pa se pa ta fokus malce zbledi in zato je treba res skrbeti za njih ne samo v septembru, ampak celo šolsko leto in tudi med počitnicami. Vrsto let ste bili na čelu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, to je organ pri občini. Trenutno so v tem organu imenovani Tina Brus, Marko Fink, Stojan Štucin, Edvard Miklavčič in Cirila Hladnik, ki ga po novem oziroma že nekaj časa tudi vodi. Kakšne so pravzaprav naloge tega organa? To je neke vrste posvetovalni organ občine. V prvi vrsti smo, govorim zdaj za preteklo obdobje, ko sem temu svetu sam predsedoval, smo pripeljali v Idrijo kar nekaj preventivnih dogodkov. Predvsem smo to upeljali v šole, to za prvo triado, drugo triado, tretjo triado in naredili sistem, da to kroži med vsemi šolami v naši občini, se pravi Idrija, Spodnja Idrija in Črni Vrh nad Idrijo. Uvedli smo tudi tehniški dan na temo prometne varnosti, kamor se nam je pridružila tudi osnovna šola Cerkno. Se pravi, to so bili neki te preventivni dogodki, kajti kot pravijo, preventiva je boljša kot kurativa. Obenem smo naredili tudi nekaj dogodkov za starejše. Občasno sem bil zelo razočaran nad odzivom, predvsem motoristi so me, lahko rečem, razočarali. Imeli smo 3 zelo dobre dogodke, ampak odziv je bil slab, kljub temu, da smo imeli vrhunske predavatelje, ki imajo kaj zapovedati, kako skrbeti za svojo varnost, ko si udeleženec v prometu. Seveda smo pa obenem opozarjali tudi na neke kritične točke. Mislim, da tudi s pomočjo Sveta za preventivo se je začelo urejati to področje za Modro dvorano, o katerem smo že prej govorili. Tudi neke druge stvari, prav Svet za preventivo je bil tisto, ko je predlagal ukinitev prehoda za pešce pri športnem centru. Žal je bila naša prošnja uslišana šele po nesreči s smrtnim izidom, kljub temu, da smo že prej opozarjali, da ni najbolj primerno. Tudi nekaj luči je bilo dodatno postavljenih, tako da to so bile tiste, predvsem opozarjanje na neke kritične točke. In pa, to bi še dodal, pomagal je Svet za preventivo tudi pri pripravi dokumenta, načrta varnih šolskih poti. Kako pa ocenjujete projekt Pešbus, v katerem so se prejšnja leta povezovali starši, da so tako solidarnostno vodili varno otroke v šolo? Super zadeva. Tukaj res pohvala učiteljem osnovnih šol, ki so poskrbeli za to in take akcije absolutno podpiram. S tem namreč tudi otroci dobijo, mogoče v spremstvu staršev, še dodatno to razmišljanje o pravem obnašanju v prometu. Kaj bi sporočili staršem in otrokom ob začetku šolskega leta? Predvsem naj skrbijo zase, naj se ne zanašajo na to, da bo nekdo drug pazil nanje, kajti če tudi nekdo naredi prekršek, pa te zbije na prehodu za pešce, tisti bo že plačal svojo kazen, posledice bomo pa nosili sami, če smo poškodovani, tako da dajte paziti nase in pa seveda uspešno šolsko leto. Erik Logar, hvala lepa za obisk v našem studiu in za ta pogovor. Hvala tudi vam. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.